Margaret Thatcher, železna lady, dolgoletna voditeljica Velike Britanije. Pa vas bom kar vprašal, dolgo ste delali v Veliki Britaniji, spremljali njeno delo, pa mogoče kakšen vtis je pustila na vas? Ja, torej, dejansko sem bil takrat v Britaniji, ko je prišla ona na oblast, praktično skozi vso njeno 11-letno vladavino. Zdaj tako je, ne, podobno kot verjetno večina ostalih, je bila na trenutke priljubljena, na trenutke osovražena, skoraj več osovražena kot ne. Kajti, ko je ona prišla na oblast leta 1979, je takoj sprožila celo vrsto reformističnih ukrepov, varčevanja in tako naprej. In počasi je začela uvajati tudi to liberalno odprto trgovino, in recimo tudi na širšem gospodarskem področju je uveljavljala take zelo rigorozne ukrepe, ki so močno posegli tudi že v socialno skrbstvo, tako da zaradi tega ni bila tako priljubljena. Je recimo na svetu, ali je bil kakšen politik, s katerim bi lahko primerjali Margaret Thatcher, ali je povsem svoj tip politika? Težko je, ne, prvič, zdaj moram biti mečkan na spolskem področju, ona je pač ženska in jo je težko primerjati. Sploh jo je pa težko primerjati zaradi tega, ker je kot prva ženska bila na čelu neke zahodne vlade. Tudi prva v Veliki Britaniji, ne. Šele pozneje so ji druge sledile. Ona je bila torej na vrhu britanske politike včasih, ko so bili še voditelji od bivšega nemškega kanclerja Kohla, Mitterranda in tako naprej. To so bili fantje, ne, ki so se dobivali v kadilskih salonih, pa med sabo debatirali. Ona je pa svojo torbico tja not prišla in začela mahati in je bilo mečkano vse drugačne. Kot je nekoč François Mitterrand dejal v njej, ne, je rekel, oči ima kot Caligula, toda ustnice kot Marilyn Monroe. Kar je na en način mogoče ponazorilo tega, kako so jo ljudje upoštevali. Na eni strani se pravi, so jo sovražili, na drugi strani pa jim je bilo tudi všeč. Ampak na koncu je pa stvar v tem, da je pustila za sabo eno dediščino, ki jo verjetno čutimo še dan danes vsi v Evropi, ne? Ker je sprožila ta strahotno liberalizem kapitala, velikansko podržavljanje oziroma privatizacijo državne lastnine, razbila je celo vrsto podjetij, ne? Britanija je v tisto svojo manufakturno industrijo polovico te izgubila, ne? Postala je prej je bila mislim, je bilo po vsej Evropi smo znali ceniti angleško blago, Covent Garden in tako naprej. Tega danes ni več, ne. To je bil en bistven premik, to je ona naredila, hkrati je razbila moč sindikatov. Sindikati se do dan danes še niso pobrali in so še vedno tako rekoč na kolenih, ne. Šele trenutno, prav te dni se pogovarjajo, da bi eventualno proti strogim varčevalnim ukrepom, ki jih uveljavlja sedanja koalicijska vlada, sprožili prvo splošno stavko po letu 1926. Tako da, kar se te ekonomije tiče, drugače pa bila recimo na zunanji politiki je uvajala eno tako odločno, trdno politiko in mnoge je presenetila. Prej ste me vprašal, s kom jo bi težko jo primerjati. Ona je bila takrat zelo v dobrih odnosih z Reaganom, recimo, ne, sta si bila na istem nivoju v času hladne vojne, ko je bilo tik pred razpadom Sovjetske zveze. Recimo, ona se je tudi zavzemala, zato jo zelo občudujejo, recimo Čehi, Poljaki, pa mogoče tudi nekateri pri nas, zavzemala se za to, da se vzhodna Evropa osamosvoji, osvobodi in se priključi Evropi. In to je bilo, če hočemo iz našega stališča vzeti en plus, recimo, v tem oziru. Po drugi strani je pa, recimo, plus za Angleže, tisti, ki so jo
imeli radi ali pa se občudovali, pa tudi za njene nasprotnike je bila 82 njena trdna odločitev, ko je poslala Veliko Britanijo vojsko za Argentino. Tega ni nihče pričakoval. Vsi ti njeni evropski kolegi na premierskih položajih niso mogli niti predstavljati, da bo ona to naredila. Ampak evo, ženska je to naredila in verjetno tudi Blair leta 2003, premijer laboristične vlade, ne bi mogoče šel s tako ihto z Američani skupil vojno z Irakom, če ne bi imel, rekel, nekako pred seboj spomin, na kaj je naredila Thatcherca. Ona se je pokazala kot odločna, kot voditelj, ki mu je treba verjeti in ki rešuje krizo v najhujših trenutkih. Se je ta odločnost kazala tudi v odnosu do Severne Irske oziroma do kar nekaj napadov Ire je bilo takrat? Ja, no, to je bil pa tudi en ključen problem. Skozi to njeno vladavino se je dogajalo pač tale hudi, rekel v narekovajih, teroristični, takrat so jim govorili teroristični, zdaj jim več ne govorijo, napadi. Irska republikanska armada je takrat svojo kampanjo razširila tudi na področje Anglije. Prej je bila samo na Severnem Irskem, v glavnem, kjer so se izborili katoličani proti protestantom, pa vsi skupaj včasih tudi proti britanski vojski. Problem s Thatcherco je bil pa v tem, da je ona v tem svojem strogem konzervatizmu, ki ga je uvajala v svetovno politiko skupaj z Reaganom, na domačem področju je to izražala recimo na ta način, da je absolutno zanikala vsako možnost pogajanj z irsko republikansko armado, katera je rekla, njim ne smemo dati kisika javnega nastopa, skratka z njimi ni nobenih. Šele pozdaj, ko je prišel, ko je Reagan ni bilo več in nje, šele pozdaj se je to začelo spreminjati. In res je, takrat leta 1984 je irska republikanska armada imela v želodcu in so jo podstavili v hotel v Brightonu, kjer je bila konferenca konzervativne stranke, bombo, in k sreči ona je odnesla, pač pa je bil ranjen njen minister in še več drugih je bilo kar veliko razdejanje. Sami ste že omenili njene gospodarske reforme, neoliberalne reforme, mnogo deljenih mnenj, seveda, kot ste omenili, propadla industrija, veliko brezposelnosti, ampak kakšna bi pa bila recimo v teoriji Britanija brez teh reform? Ali pa mogoče, če vas vprašam, vi, ko ste živeli takrat, kako so se te reforme dotaknile vas osebno mogoče? Ja, recimo, niti ne toliko, ampak glavna revolucija, bi rekel, v javnem mnenju nastala, ko je naredila korak predaleč, bi rekel, lahko varčuješ, lahko sprejemaš ukrepe, zmanjšuješ državno potrošnjo, zapiraš vrečo na vseh področjih. Ko pa udariš najhuje po žepu, kot je ona, ki je uvedla tako pol takso in občinsko takso, v kateri so mogli recimo po občinah določene vsote plačati vsi. Od najnižjega delavca pa do lorda, recimo, vsak je mogel plačati isto vsoto. To je bilo pa sploh najhujše. In takrat so se začeli protesti, ljudje so imeli izgredi na ulicah in tako naprej. In to je bil tudi eden glavnih razlogov, da je leta 90 praktično morala sestopiti z oblasti. Zato se je konzervativna stranka oziroma njeno vodstvo se je balo, da bi na naslednjih volitvah propadli zaradi tega, ker bi volivci se obrnili proti njim in so naredili notranji puč, jo lepo umaknili in takrat je z jokom v taksiju oziroma v avtomobilu odšla iz Downing Streeta 10. Ta jok je bil kar presenečen, glede na to, da so jo prej poznali kot žensko, ki ne kaže čustev, ki je zelo odločna, avtoritativna. Absolutno.
No, dobro se je izkazala, recimo, kot sem prej rekel, ne, bili so vsi po vrsti tako znotraj Britanije kot po svetu presenečeni, ko je tako odločno nastopila proti Argentini, ker niso čisto vsi verjeli v vojaške sposobnosti. Ne. To je bil le en velik logističen problem. Ne. Falklandski otoki so 300 km od argentinske obale, pa 6000 km od britanskega otočja, tako naprej in tako naprej. Tako da, recimo, na eni strani je bila odločna, ampak tle pa res pokazala tisto človeško plat. Ne, se ona je bila po naravi, kot pravijo, ne, v privatnem, ni bila taka, kot so jo slikali v spetting imidžu v tistih humorističnih televizijski oddaji, ko je bila v jahalnih hlačah, rajhoznah, kot so čas rekli, in je z bičem udrihala po svojih ministrih, da so jo poslušali. Ne. Ste si ogledali film z Meryl Streep, Iron Lady, so jo dobro zadeli, po vašem mnenju? Žal nisem gledal, ne, pa kakor sem bral o njemu, ne, sej je. Meryl Streep je pa itak dobra igralka, tako da jo je kar lepo upodobila. Pa če vas še za konec vprašam, pač po 80-ih in vladi konzervativne vlade z Margaret Thatcher je potem v 90-ih napočil čas laboristov. Rekli ste, oziroma zapisali v današnjem večeru, da so to bili nekako otroci Thatcherjeve. Ja, zdaj problem je bil prav v tem, ne, da ona je na eni strani, recimo na začetku je bila zelo navdušena do Evrope in tako naprej. S časoma je iz nje privrela en euroskepticizem, ne, ki je postal ena trajnica sploh v konzervativni stranki in tudi sicer v politiki, ne, celo laboristi, ki so zelo proevropsko razpoloženi, morajo včasih glede tega vprašanja sklepati razne kompromise. No, ampak glavna stvar v tem pa je bila, da je ta njena politika, ne, smo rekli, na eni strani tega liberalnega tržnega gospodarstva, privatizacije, silovite privatizacije državnega gospodarstva je preobrazila Veliko Britanijo kompletno, ne samo ljudi, ne, pa povprečnega državljana, ampak tudi politike. Ne. In iz tega stališča, ne, ta politika je vplivala tudi na druge stranke. Laboristi so morali popolnoma spremeniti vsa svoja dotedanja načela. Bili so socialistična stranka, ki je bila bliže, če narekovaj govorim komunizmu, kakor socializmu, in so morali oni spustiti iz svoje ustanovne liste sloviti 4. člen, po katerem so bili taka in taka stranka naravnana v levo, ne, in so nenadoma mogli to popolnoma spremeniti, so postali tako rekoč sredinska, morda majhen levo-sredinska stranka. In Tony Blair, ki je kot tudi uspešen laboristični premier, ne, je bil tisti, ki je v bistvu vse te politiko ali pa dosežke, ali pa tudi negativne in pozitivne, je mogel s sabo potegniti, če je hotel. Skratka, na koncu to lahko rečem, ne, da v bistvu je ta njena politika prizadela ali pa je vplivala na vse. Na politike znotraj Britanije, pa tudi širše v Evropi, in so mnoge države so temu sledile, od Amerike končno, ne, čeprav jo zmeri nekako ločeno gledamo, od Amerike do Evrope, in na koncu je prišlo do tega, da je ta ekonomski liberalizem je imel ta svoje negativne efekte, zaradi katerih smo se znašli tam, ker smo danes, in mnogi tudi nekako posredno zato krivijo Thatcherjevo. No, ona je bila pač, tista, ki je to sprožila, vendar so se stvari šle toliko daleč, verjetno si ni nikoli mislila, da se bojo, ne, da smo tle, kar smo, ne. Thatcherja pa kriva, pravijo. Evo, pa če vas še za konec vprašam, številne misli, številni vzdevki so pripadali Margaret Thatcher. Kater vzdevek jo je najbolj dobro opisal? Ja, Maggie, ne, je bila, ne, so ji pravili, ne, napolno tudi sovražnik. Rusi so se zmislili ime Železna lady, zakaj glih Rusi, ne,
morda zaradi tega, ker jim je bila všeč, ker oni radi močne voditelje. Ne. Ona je tudi nekoč rekla o takratnemu zadnjemu sovjetskemu glavnemu človeku Gorbačovu, da je to človek, s katerim lahko sklepam posle. Ne. To jim je bilo všeč na eni strani. Ampak se pravi, Rusiji je zanimivo, da so se prav oni izmislili to ime, ampak radi imajo močne, avtoritativne voditelje. Britanci sicer ne, ampak okej, tako je. Gospod Plešner, jaz se vam najlepše zahvaljujem za tale pogovor in pa seveda za vaš čas.